Catherine Rosalie Gerard Duthe, znana preprosto kot Rosalie Duthe, se je rodila 23. novembra 1748 v palači Versailles v Parizu. Prihajala je iz spoštovane meščanske družine, saj je njen oče, Jean-François Girard, skrbel za grad, čeprav so nekateri trdili, da je delal kot služabnik kralja Ludvika XV. Njena mati je bila Louise Rosalie Carmon, ki je dneve preživljala ob skrbi za dom in otroke. Nekaj dni po njenem rojstvu je bila Rosalie krščena v župniji svetega Ludvika. Vendar pa njen oče iz nekega razloga ni bil prisoten. Možno je, da je Jean-François ta dogodek zamudil zaradi svojega dela. Morda je stregel Ludviku ljubljenemu, kot so ga imenovali. Namesto njega sta uradni dokument o krstu podpisala Rosalejina babica in boter. Ker je prihajala iz meščanske družine, mlada Rosalie ni imela privilegija, da bi imela guvernanto, kot je bilo značilno za dekleta iz višjega sloja. Kljub temu je še vedno prejela dobro katoliško izobrazbo, saj so jo že od malih nog poslali v samostan Saint-Air. Sčasoma ji je življenje v samostanu postalo dolgočasno in ga je zapustila pri 15 letih. Potem so jo poslali živet k njeni bogati teti, imenovani gospa Duval. Verjame se, da si je bogastvo prislužila kot ženitna posrednica. Njena sposobnost povezovanja francoske elite je bila neprimerljiva, kar je vodilo do številnih uspešnih zvez in porok. Kljub temu je gospa Duval rada trdila, da je modistka. Medtem ko je živela pri svoji teti, je Rosaliejino življenje doživelo velik nepričakovan preobrat. Rosalie so predstavili dvema mladima ženskama, imenovanima Marija in Ženevjeva Veronto de Verdier. Dekleti sta bili hčerki trgovca z limonado in sta imeli v mladosti podobno odraščanje kot Rosalie. Vendar sta ti dekleti postali znani kurtizani v času kralja Ludvika XV. Zanimivo je, da sta bili obe sestri ljubimki znanega vojaka in častnika, Morica grofa Saškega. Leta 1748 je Marija celo rodila deklico, ki je bila grofova hči. Žal je grof umrl že 2 leti kasneje. Verdierjeve so bile znane po svoji spretnosti in zapeljevanju, saj si jih je veliko plemičev želelo za ljubice, kljub temu, da so bile znane po tem, da so finančno uničile številne svoje pokrovitelje. Ti dve kurtizani, ki sta bili tudi igralki, sta mlado Rosalie vzeli pod svoje okrilje in jo začeli učiti potrebnih veščin, da bi lahko uspela kot operna plesalka v Parizu. Rosalie je bila mlada, očarljiva deklica z rožnatimi lici in kmalu se je naučila peti, igrati, zabavati ljudi ter pridobila potrebne družabne veščine za druženje z elito države. Medtem ko je bivala pri Mariji in Ženevjevi, je tudi pozorno opazovala, kako sta ti sestri uspeli iz svojih ljubimcev izvleči toliko denarja. Seveda je spoznala, kakšno čudovito življenje jo lahko čaka, če bo sledila njunim stopinjam. Zato si je skrbno zapomnila vse njune trike. Pri 17 letih je spoznala 44-letnega nadškofa Nambona, Arthurja Richarda Dillana. Ni trajalo dolgo, da je nadškof vzel mlado Rosalie za svojo ljubico in nato postal njen prvi pokrovitelj. Arthur Richard je prav tako pomagal pri karieri, saj je Rosalie pokazal nove pesmi in plese. Kmalu pa je bila ta kratkotrajna zveza končana in Rosalie se je pridružila luksuznemu bordelu, ki ga je vodila Madame de Saint-Étienne. Potem je postala splošno znana kot Rosalie Duthe. Verjetno zaradi njene izjemne lepote ni minilo dolgo, preden so za Rosalie začeli zanimanje kazati novi, premožni moški. Njen naslednji pomemben ljubimec je bil Hochkart de Montfermeil, glavni davčni zakupnik. Ta položaj je obsegal pobiranje dajatev v imenu kralja. Ti glavni davčni pobiralci so si prav tako zagotovili zajetne bonuse. Preko Montfermeila je Rosie debitirala v operi v Parizu, kjer je nastopala pod umetniškim imenom Mademoiselle Rosalie. Med nastopanjem si je Rosalie pridobila sloves ne preveč bistre svetlolase lepotice. V resnici pa je bila precej pametna. Za ne preveč bistro so jo imeli zaradi njene nenavadne navade.
Rozalija bi običajno za trenutek počakala, preden bi začela govoriti. Iz nekega razloga je to za nekatere pomenilo, da je neumna, čeprav to očitno ni držalo. Ta njena nenavadna pavza je navdihnila enodejanko satiro o njej z naslovom Le Curiosité de la Foi, za katero pravijo, da je Pariz zabavala več tednov. To je Rosalie Dutée povzročilo toliko stiske, da je celo obljubila, da bo poljubila vsakogar, ki bi ji lahko povrnil čast. Kljub udobnemu položaju, ki ga je imela pri Maud Fermiju, Rosalie ni bila zadovoljna, zato si je hkrati umislila več ljubimcev. Najverjetneje je svoje zveze ohranjala kratke, da bi čim bolj povečala tako bogatstvo kot užitek. Počasi, a zanesljivo so ji darila in majhne rente njenih pokroviteljev omogočile udobno življenje v Parizu. Prikupila se je celo številnim učenjakom, kot so filozof Diderot, pesnik Jean-Til Bernard in zgodovinar Marmontel med drugim. Kljub temu Rosalijina lepota še vedno ni bila znana med francosko kraljevo družino in aristokracijo. To se je spremenilo leta 1766, ko je očarala 19-letnega vojvodo Šartreskega, ki je kasneje postal vojvoda Orleanski, Philippe Égalité. Trdili so, da je mlada ženska vzela vojvodovo nedolžnost. Novica o tem se je razširila po aristokratskih krogih in kmalu si je mnogo drugih moških zaželelo lepo Rosalie. Čudno, a spanje z znanim aristokratom je izboljšalo njen ugled in ji na nek način dalo kraljevsko potrditev. Njena zveza z mladim vojvodom je bila zdaj že končana in začela jo je snubiti vrsta bogatih moških, mnogi med njimi pa so postali njeni novi pokrovitelji. Med njimi so bili vojvoda La Trémoille, grofje Dufour, vitez Clermont in gospod de Blagny. Da bi pridobili njeno naklonjenost, so jo ti moški obdarovali z darili, zaradi česar je bila Rosalie še bogatejša mlada dama. S svojim bogastvom je naročila veliko svojih portretov. Sčasoma so jo upodobili nekateri najbolj priznani francoski umetniki, izdelali pa so celo njene kipe. Leta 1768 je Kristjan VII, kralj Danske in Norveške, potoval v tujino v Pariz in London. Ker je slišal toliko o Rosalijini veliki lepoti, jo je med obiskom mesta preprosto moral spoznati. Seveda je bila afera kratkotrajna, saj kralj ni mogel ostati dolgo. Kljub temu je to prineslo več denarja kot kadarkoli prej. S tem velikim bogastvom je kupila luksuzni hotel v pariškem okrožju Alès. Njen sloves in lepota sta bila takšna, da jo je celo kralj Ludvik XV spremljal. Vendar pa se zdi, da ga je njena dolga lista ljubimcev in njena nezvestoba odvrnila. V vsakem primeru Rosalie ni primanjkovalo plemičev, ki so jo želeli osvojiti. Po njeni zvezi s kraljem Danske in Norveške je imela razmerja z markizom de Genlisom, grofom de Makovaskim in princem de Contijem. Leta 1775, ko je bila stara 26 let, jo je osvajal grof d'Artois, bodoči Karel X, ki je bil skoraj 9 let mlajši od nje. Rosalie je pritegnila pozornost mladega grofa, potem ko je videl portret lepe dame. Po nekaj dneh dvorjenja Rosalie je pristala v njegovi postelji. V času 6-mesečne zveze je grof storil vse, kar je lahko, da bi ugodil svoji ljubici. Ni bila skrivnost, da je bil zaljubljen vanjo. Prirejal je zabave v njeno čast in naj bi za nakit zanjo zapravil 80.000 funtov, kar bi danes znašalo okoli 13 milijonov funtov. Govorilo se je, da jo je vsako večer spremljal po ulicah Palais Royal in javno kazal strast, ki bi jo moral zaradi svojega položaja skrivati. Čeprav je bil grof poročen z Marijo Terezijo Savojsko, ni bil pri aferi prav nič diskreten. Medtem ko je hrepenel po Rosalie, je Marie rodila njunega prvega otroka, Ludvika Antona. Žal zanjo ni bila znana po svojem videzu, saj so jo opisovali kot neskladno grajeno, nerodno in z dolgim nosom. Čeprav naj bi bila dobrosrčna. Na dvoru so se šalili na račun njene nezmožnosti, da bi ugodila svojemu možu, rekoč, da je princ, potem ko se je prenajedel savojskega kolača, prišel na čaj v Pariz.
To je igra besed na račun Rosalinjinega priimka, Dute, ker te v francoščini pomeni čaj. Ob neki priložnosti naj bi kraljica Marija Antoaneta videla Rosalijino kočijo in opremo, ki sta bila veliko lepše okrašena kot njena. Kraljica tega ni dovolila in je v izbruhu ljubosumja Rozalijo vrgla iz Elizejskih poljan. Leta 1776 je mladi grof končal razmerje z Rozalijo, saj je iskal nove avanture z drugimi ženskami. Naslednje leto je Rozalija odšla v Anglijo, kjer je imela 2 razmerji s plemiči in celo z varižanskim princem. Leta 1778 se je vrnila v Francijo. Zdaj bogatejša kot kdajkoli prej, je Rozalija kupila dvorec v Parizu. Njena soseda pa je bil ironično eden od njenih nekdanjih ljubimcev. V naslednjih nekaj letih je nadaljevala s svojimi običajnimi navadami in uživala v razkošnem in živahnem življenju. Vedno se je udeleževala družabnih dogodkov, kjer se je znašla v družbi tako nekdanjih kot tudi sedanjih ljubimcev. Leta 1786 je Rozali ponovno odplula v Anglijo. Zdaj, ko je bila blizu 40 let, ni imela več enakega telesnega čara kot nekoč. Kljub temu so jo še vedno želeli snobiti različni premožni moški. Ena njenih zadnjih pomembnih zvez je bila z Georgem Wyndhamom, tretjim grofom Egremontom. Pogosto so jo videvali skupaj, še posebej v operi. Grof je celo kupil pozlačeno kočijo. Ena izmed zgodb pravi, da je Rosalijin nekdanji ljubimec iz njene mladosti, Ludvik Filip II., orleanski vojvoda, jo je predstavil svojemu 15-letnemu sinu Filipu, poznejšemu kralju Ludviku Filipu, da bi se naučil nekaj o spolnosti. Očitno se je vojvoda orleanski bal, da je njegov 15-letni sin nekoliko preveč zanimal za moške, zato je upal, da ga bo Rozali lahko poučila o spolnosti. Govorice pravijo, da so bile njene lekcije tako dobre, da je mladi princ kmalu postal strokovnjak. Kasneje so Rozali videli v Filipovi kraljevi kočiji na Elizejskih poljanah. Običajno so se v teh kočijah lahko vozili le člani kraljeve družine, zato so se ji nekateri mladi aristokrati posmehovali in vzklikali La Dute adulte te, kar naj bi pomenilo, da je Rozali Dute komu potegnila. Rozali je ostala v Angliji 6 let, nato pa se je leta 1792 vrnila v Francijo, da bi njeno ime odstranili s seznama imigrantov. Nažalost so eno od njenih dvorcev, še preden se je vrnila, zaplenili in razglasili za državno last. Ko se je vrnila v Francijo, je poskušala ponovno pridobiti to posestvo in upala, da bo zaščitila drugo premoženje, ki ga je imela razpršenega po Parizu. S pomočjo svojega prijatelja, bankirja po imenu Jean-Frédéric Perregaux, so bile Rosalijine finance v dobrem stanju. Perregaux ni bil opisan le kot eden njenih najbližjih prijateljev, ampak tudi kot njen največji občudovalec. Govorice pravijo, da je leta 1809 storil samomor, medtem ko je gledal portret Rozali, ki ga je naročil že leta 1792. Januarja 1793 so usmrtili kralja Ludvika XVI. Rozali je bila zaradi tega ogorčena in je javno izrazila svoje mnenje. Vendar pa francoski revolucionarji tega niso dobro sprejeli. Ker se je bala, da bi jo lahko doletela podobna usoda, je Rozali že nekaj dni kasneje odšla v Anglijo. Na srečo se je uspelo izogniti grozotam, s katerimi so se soočali mnogi med revolucijo. Rozali je ostala v Angliji 23 let in se vrnila šele leta 1816 v času restauracije. Kljub svoji starosti je Rozali še vedno imela množico občudovalcev in je sprejemala številne obiskovalce. Zadnja leta življenja so bila mirna. Za razliko od večine kurtizan ni zapravila svojega bogastva in je živela dolgo, zdravo življenje, čeprav je bila ob smrti skoraj slepa. Rozali Dute je umrla 24. septembra 1830 v starosti 82 let. Nato so jo pokopali na pariškem pokopališču Père Lachaise. Verjame se, da je bilo njeno precejšnje premoženje razdeljeno med njene bratrance in sestrične, saj je do časa njene smrti večina njene družine že umrla in kljub številnim spolnim zvezam ni imela otrok. Hvala vsem, ker ste si ogledali ta video o Rozali Dute. Resnično upam, da ste uživali. Če ste, mi pustite všeček in komentar spodaj. Če ste novi, zakaj se ne bi naročili?
Poskrbite, da boste imeli vklopljena obvestila, da boste prejeli vse moje videe takoj, ko bodo naloženi. Če imate kakršnekoli predloge, mi prosim pustite komentar spodaj ali mi pošljite e-pošto. Kakorkoli, to je vse z moje strani, zato se vidimo v naslednjem pozabljenem življenju. Hvala.